Pojavili so se pretresljivi posnetki nasilja nad tujimi delavci na gorenjski kmetiji Bobnar. Na posnetkih, ki naj bi jih delavci posneli sami, je videti delovodje, ki zaposlenim grozijo in z njimi celo fizično obračunavajo. Ti so že lani predsednico države v pismu prosili za pomoč. Takrat so opisali, da naj bi bivali v katastrofalnih razmerah, na mesec naj bi delali tudi po 300 ur in zato dobili le 790 evrov plačila. ज़्यादा सुधार जाओ मेरी तरफ जा। Kako je ukrepala policija? Kako inšpektori za delo? Ana Vidic-Kostevc. Grožnje s kovinskim orodjem, verbalno in celo fizično nasilje je kamera enega izmed delavcev kmetije Bobnar ujela lani poleti. Besedni spor je hitro prerasel v fizični obračun, domnevno delovodje nad tujim delavcem. Po grobem sunku na tla se skuša napadeni delavec ubraniti, moška se ustavita šele o prihodu delavca v traktorju. Na posnetkih, ki jih je pridobila Mladina, naj bi bili delavci, ki so že lani prosili za pomoč in opozarjali na nečloveške razmere na gorenjski kmetiji. Naše delo se začne ob 6. uri in konča enkrat med 19. in 22. uro. Če zamujamo le 1 minuto, kriči in nam grozi, da nam bo znižal plačilo. Tukaj se marsikaj dogaja, tukaj bi mogla nadzorni organi svoje delo narediti, izgleda, da ga ne delajo tako, kakor treba. In kje so inšpektori? Obiskali naj bi 4 podjetja družine Bobnar in skupno od leta 2023 opravili kar 32 pregledov. Med drugim so potrdili številne kršitve z področja delovnih razmerij in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Za odziv smo prosili tudi lastnika kmetije, a je našo prošnjo za izjavo zavrnil. A zgodba še vedno nima epiloga. Policija je potrdila le, da predkazenski postopek še ni končan. Mi smo tega navajeni. To je iz meseca v mesec, tedna v teden, z dneva v dan. To ne samo pri Bobnaru, tu so še drugi slični temu podjetju. Na Ministrstvu za delo pa izpostavljajo, da so okrepili odzivnost inšpektorata in vzpostavili točko za tujce. Kamor se tuji delavci, ki se znajdejo v težavah, obračajo in obračajo se zelo pogosto, ker smo hoteli vzpostaviti prvi stik, da se sploh v bistvu izve, kje so težave. In ugotovitve? V zadnjem času se je namreč pojavilo veliko agencij, ki uredijo potovanje tujim delavcem v Slovenijo in tudi zagotovijo delodajalca. Ti delavci velikokrat pridejo sem z dolgom, na kar so seveda potem v izjemnem podrejenem položaju in seveda potem takem tudi deležni kršitev kaznivih dejanj in tako dalje. Perš pa dodaja, da država zaposlenih še vedno ne zaščiti dovolj učinkovito. Kršitelje pa bi morala kaznovati precej strožje.